Lepo pozdravljeni. Poročali smo že, da Krka namerava graditi nov obrat zdravilnih učinkovin. Načrtovana investicija je v zadnjem letu požela nemalo pozornosti. Da bi odgovorili na pereča vprašanja in razjasnili dileme, s katerimi se krajani vsakodnevno srečujejo, so predstavniki Krke v Krškem pripravili predstavitev projekta Sinteza 2. Proizvodni obrat Sinteza, zraven pa kontrolno-analitski center, skladišče tekočih surovin in sodobna čistilna naprava. To so novi objekti, ki jih Krka načrtuje v Krškem. Načrtovana naložba je predvsem med krajani, ki živijo blizu, dvignila kar nekaj prahu. To je bil pravi korak, da se javnost seznani z obratom, ki bo zaznamoval Krško naslednjih 100 let, smo slišali po koncu predstavitve. Povabljeni smo bili danes tudi na predstavitev obrata, kar je prvič, odkar sem jaz predstavnik krajevne skupnosti, kar mislim, da bi mogli že prej biti. Tako da, dobro, se bo pohvalno, da smo šli vsaj s tem naprej, tako da bomo naše krajane lahko tudi s tem seznanili. Je pa veliko še informacij, ki jih bo mogla Krka tudi bolj javno prikazati. Mislim, da na naslednjih predstavitvah, kako so danes obljubili, da bojo se potrudili, da bojo res te informacije šle na prava vrata. To pomeni našim krajanom. Varnost in neprijetne vonjave so vprašanja, ki jih krajani v zvezi z načrtovanim obratom omenjajo najpogosteje. Z povečanjem Krke, povečanjem obrata, povečanjem vseh stvari noter bo potrebno tudi povečati število naših gasilcev, kajti če to ne naredimo, pa če se kaj zgodi, v obratu Krke bomo celo gasilsko enoto imeli v Krki noter. Naša varnost, ki jo pa sedaj plačujemo krajani, na območju Krške občine bo pa s tem ogrožena. Ne vem, primer, ena nesreča večja na enem območju lahko vzame vse gasilce. Udeleženci so bili s predstavitvijo in z odgovori investitorja načeloma zadovoljni, vendar me še vedno skrbi tista ogroženost, ki mislim, da ni dovolj dodelana, saj se zaenkrat še ne, mogoče se to še tudi dodatno obdela. Potem bo treba pogledati to okoljevarstveno poročilo, kakšno je, ki je zdaj razgrnjeno. Pa seveda to alarmiranje me malo moti, da gre to po nekih korakih znotraj podjetja, pa potem pa preko številke zaščite in reševanja, ker lahko to zelo dolgo traja. Mi imamo ta del Krškega precej obremenjen z različno industrijo, če začnemo na eni strani s VIP-om, na drugi strani se konča z jedrsko elektrarno. Seveda ni vse samoumevno, da pač naš prostor lahko sprejme karkoli, in zato je pomembno, da tisti, ki pride na novo z neko novo ponudbo, z neko novo proizvodnjo, da ustrezno seznanijo prebivalstvo, kaj prihaja sem in kako je poskrbljeno za varnost. Sicer pa so domačine, poleg okoljskih in varnostnih vprašanj, zanimale tudi možnosti zaposlovanja. Na lokaciji trenutno dela nekaj manj kot 100 ljudi. Ko bomo zgradili nove kapacitete, bomo iz Krke Ločna preselili 167 zaposlenih, predvsem za področje kemijskega razvoja z visoko izobrazbo. 30% zaposlenih bo imelo univerzitetno izobrazbo. Kasneje pa računamo nekje na zaposlitev dodatnih par 100 ljudi, tako da v končni fazi bi na tej lokaciji delalo 500 ljudi. Projekt sicer ocenjujejo na 163 milijonov evrov. Lanskoletno nihanje cen na evropskih borzah električne energije se kaže tudi pri gospodinjstvih, saj so določeni ponudniki dvignili svoje cene. Med prvimi je dražil Petrol, ki je nov cenik za nakup električne energije za gospodinjstva uvedel 1. decembra. Od tega dne je redna cena za gospodinjstva višja za nekaj manj kot 30%. V Petrolu dodajajo, da se je znesek na položnicah povišal bistveno manj. Končni račun za povprečnega gospodinjskega porabnika elektrike je višji za okoli 7 evrov na mesec oziroma okrog 10%. Naš največji ponudnik električne energije GEN-I medtem vsaj do poletja še ne namerava dvigniti cen. Kaj se dogaja na trgu električne energije? Poglejmo izjavo. Trenutno cena električne energije dejansko dosega tisti vrh približno nekje 150 evrov na megavatno uro. Samo nihanje v zadnjem tednu, mesecih je odvisna predvsem od dogajanja na ukrajinsko-ruski meji. Videli smo vmes, ko je že prišlo do umikanja vojakov iz ruskih strani, je dejansko cena električne energije takrat padla, sedaj se zopet malo povišala, tako da mislim, da v zadnjih dneh je to v bistvu glavni razlog za nihanje cene električne energije.
Če pogledamo bolj široko, je dejansko zdaj sama cena električne energije odvisna seveda tudi od gospodarskih razmer. Vemo, da zdaj v tem zadnjem času epidemija povzročila zaustavitev tudi vseh ostalih trgovskih poti. S tem je tudi v preteklem letu, torej v letu 2020, raba končne energije padla na obdobje recimo izpred 5 let. Tako da seveda zdaj pa zopet ta razvoj gospodarski potem tudi diktira tempo same cene električne energije. Sam ne pričakujem bistvenega dviga cene električne energije od sedanje vrednosti, kvečjemu eventualno, kolikor v poletnih mesecih pride do stabilizacije tudi te zdravstvene situacije, potem pričakujem nekje ustalitev pod 100 evrov na megavatno uro. Čebelarska zveza Slovenije se je jeseni odločila za vseslovensko akcijo sajenja medovitih rastlin. Cilj projekta je zasaditev 2 milijonov medovitih rastlin do leta 2030. V akciji bo sodelovalo tudi vseh 6 posavskih občin, kar so v Krškem s podpisom pisma o nameri o sodelovanju pri projektu tudi zapečatili. Čebelarji že vrsto let spodbujajo sajenje medovitih rastlin. To je pomembno zlasti zato, da čebelam zagotovimo čim več hrane, da lažje preživijo zimo in spomladi opravijo svojo poglavitno nalogo opraševanje rastlin. Z letošnjo akcijo, ki jo na Čebelarski zvezi Slovenije pripravljajo 26. marca, želijo k temu spodbuditi prav vsakogar. Želimo si, da bi vsak Slovenc posadil medovito rastlino, naj bo to na okensko polico, naj bo to na svoj vrt, naj bo to v gozdove, skratka, da skrbimo za biotsko raznovrstnost, predvsem pa, da dajemo pašo čebelam in ostalim opraševalcem, čmrlom, metuljem, kajti vemo, da danes je narava, vsem tem neprijazna in vsak nekaj lahko naredimo za dobro čebel in ostalih opraševalcev. Kar je za čebele zelo dober, je recimo divja češnja, potem seveda tudi še kakšna druga vrsta iz sorodnikov sliv, potem pa imamo naprimer mali jesen, javorje, kar nekaj vrst javorjev, potem lipa in lipovc, ki cvetita malo pred pravim kostanjem, pravi kostan, to so tisti glavni nabor, bi lahko rekli, drevesnih vrst. Tu so še razne grmovnate vrste, koristne pa so lahko tudi nekatere okrasne rastline in dišavnice. Občina Krško se je temu projektu, če tako rečem, ali tej pobudi pridružila že pred leti, ko smo se odločili, da ob vsakem novem objektu, ki ga bomo izvajali, posadimo tudi nekaj medovitih rastlin. Gre predvsem za spodbujanje čebelarstva in pa na splošno te dejavnosti. K sajenju medovitih rastlin želijo spodbuditi tudi občane. Vsakemu novorojenčku v občini Brežice ob rojstvu poleg denarne nagrade namenimo tudi bon, s katerim lahko nakupijo medovito drevo. K sodelovanju smo in tudi še bomo povabili tudi ostala društva, da se nam pridružijo pri tem projektu in verjamem, da bomo v naši občini našli primerna mesta, primerne kraje, kjer bodo tudi te medovite rastline uspešno rastle in seveda nudile tudi primerno okolje za naše čebelice. Moram pa povedati, da je občina Kostanice na Krki že pred parimi leti pristopila k takem projektu, ki ga zdaj vodi Čebelarska zveza, da smo z čebelarskim društvom začeli saditi same lipe, ali pa lahko rečem en večji drevored. Pri tem velja omeniti, da se čebelarji zavzemajo za sajenje avtohtonih medovitih rastlin. Tudi na tak način s tem podpisom sledimo tem ciljem širše sprejemljivosti zasajevanja dreves, ki so tukaj nekako že milijone let, ki so del te narave in ne predstavljajo grožnjo naravi z svojo agresivnostjo, kar se je zgodilo z marsikatero invazivno vrsto. Vse vemo, Slovenija je gozdnata dežela, več kot polovico imamo gozdov, vendar medovite rastline so pomembne, ne samo za čebel, tudi drugih opraševalcev. Mi smo v Naturi 2000 v Kozjanskem parku, kjer se še to posebej goji, torej zdrava narava, zdravo okolje, in če bo vse to zdravo, potem bodo tudi čebele zdrave. Posavske občine spodbujajo razvoj čebelarske dejavnosti tudi s projektom Čebelarski mozaik, v sklopu katerega je krška občina v starem mestnem jedru postavila čebelarski regijski center.
Smučarski skoki, hokej, badminton, odbojka in curling. To je le nekaj olimpijskih športov, ki so jih najmlajši v sredo in četrtek spoznavali v Brežicah. Tam se je namreč ustavila potujoča karavana Vala 202, Peking doma, Zavod za šport pa je skupaj s športnimi društvi pripravil pravo športno poslastico. Poglejmo. V Brežicah je bilo pravo olimpijsko vzdušje. Tako je bilo na mini planici. Enkrat. Dobro. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Tukaj, ko sem se spustil, ko sem šel tam daleč. Ko letiš. Si letel? Ja. Najljubši stvar mi je, da smučarski skoki in sem bil tako strašen. Tudi pri curlingu ni bilo nič manj zanimivo. Zanimiv šport je. Pritegnili so tudi ostali olimpijski športi. Drsanje. Zakaj? Zato, ker mi je ful všeč, ko se jaz drsam, pa tudi zato, ker ful lepo izgleda. Tako je bilo pri lokostrelstvu, in biatlonu. V bistvu gre za vožnjo s skircami in ciljanje storžev, tako da je zelo zabavno. Najbolj so pa navdušeni otroci danes tle nad curlingom ter nad absolutno skakalnico, mini planico, kjer imamo danes odlične polete naših najmlajših, vzdušje je neverjetno. V Brežicah so pripravili 15 športnih izzivov z namenom, da otroci spoznajo širok nabor športov. To, da mogoče ne samo igre žogo, ampak da je tukaj res obstaja en ogromen nabor športnih panog, s katerimi se lahko ukvarjajo. Če ne tukaj, mogoče drugje. Tako da jaz mislim, da so vsi začutili ta olimpijski utrip, kako se počutijo tekmovalci v Pekingu. Tako da sigurno en krasen dogodek in da bo otrokom ostal dolgo v spominu. Namen je, da seveda te mladeže navdušimo za šport, da jih naučimo tistih osnovnih gibalnih veščin. Ko so še toliko mali, da probajo različne športe, potem se bodo že sami odločili, kaj bojo v življenju počeli. In naša filozofija seveda je, da če pri otroku vzgojiš nek pozitiven odnos do gibalne aktivnosti, do športanja, potem bo to odnesel s seboj in bo tudi tako živel. Brežice letos nosijo naziv Evropsko mesto športa, kar so tudi uradno naznanili z dvigom zastave. V času pusta imajo Kostanjevičani svojo valuto, kostan, ki je v času šelmarije uradno plačilno sredstvo. Kovance različnih vrednosti izdaja banka Perforcenhaus. Obiskali smo njenega guvernerja Branka Čuka. Tole je en takle kovček, ker smo ga že nekajkrat imeli na kakšni razstavi, oziroma tole je pač tečajna lista kostanjev. Tukaj so primerki prve strani, zadnje strani samega kovanca. To je drobiž, to je 50 ježic iz letnika 2007, en kostan, 2 kostanja, 5 kostanjev in 10 kostanjev. To je pa zadnja stran teh kovancev, vsi so podobni, podpisi se malo razlikujejo samo na nekaterih. Kostan je edini denar na svetu, ki je narejen iz denarja ene druge države. Kostan je plačilno sredstvo v času pustovanja v Kostanjevici na Krki. Izdeluje ga guverner banke Perforcenhaus, to sem jaz, ki sem že 32 let član etnološkega društva Perforcenhaus in skrbim za izdelavo in tudi menjavo ter vse finančne posle v času pusta. To so vsi kovanci, evo tukaj imamo let 94, 2001, 97, 98, 95, 99 recimo so tile. No, izdelava kostanjev se prične z zbiranjem starih kovancev. 10 dinarjev, 100 dinarjev in 50 nekdanjih jugoslovanskih dinarjev je osnova za naš kostan. Seveda, to gravuro, ta kov starih novcev je treba odstraniti, to je najprej sledi brušenje.
teh starih oblik, potem ostane kovanec gladek na obeh straneh in na to je treba nanesti potem nov profil kovanca. To je zdaj osnovno brušenje, ko je odstranjena gravura, bi rekel, bivše Jugoslavije. Potem sledi laminiranje, to je nanašanje UV občutljive folije, ki se oprime na obe strani tega kovanca. To delam preko posebnega stroja, ki mu rečemo laminator. Kovanci, to so očiščeni kovanci, res morajo biti očiščeni. Potem se pa preko tega valja spusti in istočasno gor, tukaj pridejo folija, in tukaj se pod temperaturo in pritiskom nanese na te kovance tista folija, ki je UV občutljiva. Seveda je treba pripraviti predhodno tudi filme, torej film za novoletnico, če nič druga, torej za novo obliko. Vsako leto nov film. Tukaj na tej stekleni plošči so v bistvu je film za letnik 22, ki je trenutno v izdelavi. Ja, tu se da noter, dejansko se da not osvetliti, Določen čas se to osvetljuje in potem se gor na kovancu pozna nov relief, torej nova oblika tega novca, Taka slika se pojavi potem ko se razvije tisti osvetljen film, se pravi osvetljen del. In to, kar je svetlo, je nezaščiteno. Številke in napisi in pač te točke okrog pa so zaščiteni in to potem pri kemijski obdelavi ostane pač zaščiteno, ostalo pa pojedka v globino, Seveda, ko je jedkanja konec, ni konec izdelave, takrat sledi potem še odstranjevanje tistih zaščitnih folij, ki ostanejo gor pri tem postopku. In na koncu je treba stvari še zaščititi pred korozijo, pred nadaljnjimi vremenskimi in človeškimi vplivi, dotikanjem rok in tako naprej. Sledi niklanje kot neka končna zaščita tega kovanca. Vsak kostanj je v bistvu unikat, vsakega je treba nekajkrat imeti v roki in z njim pač delati določene procese. Jaz mislim, da takole vsak kovanec imam jaz v roki vsaj enih 20 minut. Zdaj pa, če pogledamo, da je to serija, 100, 150, 200 kovancev, je to kar nekaj časa, 50 žic in en kostanj v bistvu ne zdržita cene dela, Šele potem pri 2, 5 in 10, tam pa dejansko lahko pride do bi rekel, nekega zaslužka, ker je pač preveč dela. Isto delo imam s tem, kot s tistim za 10 kostanjev. Menjalna vrednost je bila pozicionirana takoj na začetku na pivo, torej na pol-litrsko steklenico piva, in trenutna cena je nekje tam. V gostilnah, kjer imajo pivo relativno poceni, je to 2 evra. To je cena za enoto, torej za en kostanj. Seveda tisti kovanec, ki ima gor številko 10 kostanjev, je to pač 10-20 evrov. In oni za 5 je 10 evrov. Tako da tudi z tega pogleda so ti novci dejansko kar dragi, oziroma kovancev ni ravno veliko s tako vrednostjo, tako bom rekel po svetu. Lepo me je guverner Arhar takrat rekel, kar lepo me je dvignil v nebesa, če temu tako rečem. Povedal je v svojem govoru, da pozna praktično vse evropske guvernerje,
in da ne pozna guvernerja, ki bi bil toliko časa guverner ene banke. Tako da po vsej verjetnosti sem guverner z najdaljšim stažem v Evropi. Moja obleka, torej guvernerjev gvant, je v bistvu sešit in narejen tudi z gumbi, ki so v bistvu kovanci. Evo, takole je, recimo, tole je bil osnova za gumb, za velik gumb na fraku, oziroma na fraku. In to je potem že izdelan, evo, še zvrtane so luknjice in to je našito potem to je na lajbelcu, ta mali. Tako da guverner je čist dejansko se ga ne da zamenjati s kakim drugim likom, ne. Lahko se pohvalim, da naš denar je šel po svetu praktično povsod, v Ameriki je, v Avstraliji je, v Grčiji je, Novi Zelandiji, da ne naštevam naprej. Vsi bivši predsedniki Slovenije tudi imajo primerek postanja, pa upam, da bom tudi novemu predsedniku lahko podaril nov kostanj z novo letnico. Pravi denar, ne, ima tudi svoj glas, torej svoj zven. Poglejmo še najbolj brane novice minulega tedna na našem spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.